Eden od načinov gostovanja naših spletnih tečajev je tudi to, da damo spletne tečaje na našo spletno stran, če imamo narejeno recimo na WordPressu. In tukaj treba zdaj omeniti eno zadevo, in sicer, da na WordPressu načeloma, razen če nimate ultra velikega paketa gostovanja, ne morete naložiti gor video vsebin. To pomeni, da rabite video vsebine najprej naložiti na neko drugo platformo. Zdaj, običajno, ker nekaj let je bila zelo popularna platforma Vimeo, pa bom zdaj pokazala to logiko tukaj pri Vimeo, ampak v bistvu isto logiko lahko uporabite pravzaprav pri katerikoli drugi platformi, recimo popularna je tudi Bunny.net, pa kakšne druge, zdaj nimam niti ideje, oziroma se niti ne spomnim katere. Kar je treba tukaj upoštevati pri teh platformah, kjer gostujemo naše videe, je to, da je to odvisno, koliko bomo imeli videov. To se pravi, cena paketa gostovanja je odvisna od video vsebin. In zdaj, če tukaj mi pogledamo, ne bom niti brezplačnega niti gledala, če pogledamo tukaj na Vimeo paket, dala sem na monthly plan, če pogledamo paket starter pa paket standard, ima paket starter 60 videov. To se pravi, vi lahko naložite gor 60 video vsebin in to vas stane 13 evrov na mesec, plus mislim, da Vimeo zaračunava tudi če DDV zraven. Skratka, kar želim tukaj poudariti, recimo, da pogledamo mogoče še ostali standard paketih, ima pa 120. Kar želim zdaj tukaj poudariti je to, da če vi delate spletne tečaje, tako kot se spletne tečaje dela, da imamo neke kratke lekcije, da imamo razdeljeno na module in tako naprej, boste že pri nekem klasičnem spletnem tečaju, ki ima mogoče nekje tam 5, 6, 7 modulov, pa po vsak modul po nekje 4-5 video lekcij, boste hitro prišli že samo z enim spletnim tečajem tja do enih 30 video lekcij. Pa je to en tak, bom rekla, majhen spletni tečaj. Recimo, jaz imam spletni tečaj, kjer je 6 modulov po 1 uro, pa pride kar krepko čez, recimo, 40 video lekcij. Kje so potem še razne zadeve, če želimo še deliti recimo z našimi udeleženci na naši platformi, tudi če mogoče kakšne posnetke Zooma, pa kakšne dodatne video vodiče snemati, oziroma kakšne dodatne video lekcije in tako naprej. Tako da tukaj res dajmo upoštevati, da v bistvu, ko računamo naše stroške in ko razmišljamo o tej varianti, pa res tukaj poudarjam, nisem zdaj pristaša ali pa nekaj debzeka, da pa morate nujno na kakšno od platform za spletne tečaje iti. Lahko ste seveda na WordPressu, zlasti, če imate tudi svoje stranke že tam noter, ker mogoče nekaj kupujejo. Je pa res treba upoštevati, da ko gledate cene, platform za gostovanje spletnih tečajev, da pravzaprav je tako gostovanje spletnega tečaja oziroma tako gostovanje video vsebin že vključeno noter. Kar pomeni, sama recimo uporabljam platformo Teachable in imam gotovo noter zdaj preko 60, več kot 60 video lekcij, kar pomeni, da bi avtomatsko morala biti na planu za 25 evrov na mesec, plus če potem upoštevam še, da rabam poleg tega temo oziroma vtičnik, ki zagotovi, da se moja platforma, moj WordPress spremeni v LMS in tako naprej, pa še kakšen dodaten vtičnik še za kakšen community ali pa kaj takega, sem hitro na višji ceni, kot pa če bi recimo kupila, oziroma kot pa če bi gostovala svoje spletne tečaje na neki spletni platformi v oblaku. Tako da to, bom rekla, v obzir, kaj vse upoštevati oziroma na kaj vse pomisliti, ko planirate stroške oziroma ko razmišljate o stroških in o platformah.